Živijo, dobrodošli spet nazaj na Džungli kanal, jaz sem Kaja Solo in danes bomo pogledali nov telefon. Tole je Samsung Galaxy Z Fold 3. Že prva stvar, ko jo opazimo na tele škatli je, da je zelo nenavadne oblike. Le zakaj? Zato, ker je telefon nenavadne oblike. Tale telefon je res nekaj posebnega. Eden izmed revolucionarnih trenutno na trgu, ker ima eno res posebnost. Več pa kasneje. Dajmo prvo škatlo odpreti. Hop. Oh, there she is, everybody. She's so beautiful. Zdaj, ponavadi gremo prvo pregledati, kaj vse dobimo še v škatli, ampak mislim, da ni nič posebnega. Tukaj noter dobimo še tisto za SIM kartico ven vzeti, dobimo še papirje, ampak nothing special, ker danes nas predvsem zanima, kako izgleda telefon, ki se zloži. Telefonček vzamemo ven in opazimo, da ima na drugi strani tudi ekran. Se pravi, en ekran ima tu in en ekran ima tu. Le zakaj? Zato, ker tale telefon je lahko tudi knjiga. V bistvu telefon se, pazi zdaj to, zloži in je navaden telefon. Če ga pa odpreš, je pa skoraj tablica. To je ta posebnost na tem telefonu. Jaz sem se top veselila, da ga končno dobimo v roke in testiram, kako to deluje v praksi. In ta teden sem to tudi delala. V škatli dobimo zraven še en papir, ampak škatla nima več veze. Zdaj je na vrsti. Pa nekaj dol padlo. Zdaj je na vrsti telefon. Prvo lahko uporabljamo telefon kot navaden telefon. Se pravi, imamo tale manjši ekran, katerega dimenzije so mičken bolj ozke kot normalen telefon, ampak se mi iskreno ne zdi toliko moteče. Še vedno lahko normalno napišem, karkoli hočem, tipkovnice. Ni preozka, oba dva ekrana delujeta normalno kot poln telefon. Tole so dimenzije tegale ekrana, ki je še vedno funkcionalen. Ampak v bistvu tale ekran ni nič posebnega. To je pač normalen ekran, ki ga uporabljaš na telefonu in kakor lahko vidimo, tudi kamera je kot pri vseh drugih telefonih, ima tole pikico in se jo pač skozi vidi. Enostavno tega niso dali tukaj stran, ampak zakaj to razlagam? Ker imamo na notranjosti telefona, se pravi, če ga odpremo, imamo mičken drugačno kamero. Ja, by the way, takoj, ko ga odprem, se odpre enako, kar sem imela odprto tukaj. Galerija. Torej, ta ekran je pa zdaj nekaj posebnega. Prvo, dajmo kar govoriti v bistvu, kako tale ekran tule izgleda. Itak, še vedno se vidi tale mačken, tale guba v sredini, sploh ko je ekran svetu. Če ga gledam tekle head-on, se pravi, da ga imam direkt pred sabo, se to niti ne vidi. Praktično se sploh ne vidi. Mogoče, če je kak tekst, se vidi, da je teken majčken zamakeno, ampak res ne opaziš, ko nekaj bereš, recimo, sploh ni moteče. Tole je drugač Foldable Dynamic AMOLED Display, ki je 7,6 inčen. Tole je dejanska velikost ekrana in ima tudi 120 Hz refresh rate, kar pomeni, da je telefon zelo smooth. Tega vam niti ne morem toliko pokazati, zaradi tega, ker v bistvu je dost basic, nimam nič kaj posebnih igrc na tem telefonu, na žalost. Ker jaz telefonov ne uporabljam za igrce, pač pa bolj za fotkanje in za texting predvsem, pa za Pinterest. Drugače je ekran kar precej svetu, doseže 1200 nitsov svetlosti, se pravi, če ga dam čist na svetlo, bi se bolj videlo verjetno na kakem soncu zunaj. Potem, kaj še imamo posebnega na tem ekranu? Definitivno je nekaj posebnega kamera tukaj. Če pogledamo kamero, a jo lahko vidimo? Ne, trenutno ne moramo videti. A jo lahko zdaj vidimo? Ne, tudi tako ne moramo videti. Večkaj jo lahko tule vidite. Tale pikica, vidiš to? Tale pikica tukaj. Tu zadaj se skriva kamera. Kar je tudi ena izmed revolucionarnih stvari na tem telefonu, je definitivno ta skrita kamera. Kako pa to v bistvu deluje? Kadar je ekran črn, je kamera lepo izpostavljena, kadar pa so pa piksli čez. Ko smo že pa glih pri kamerah, dajmo pa še kaj več govoriti o tem. Se pravi, tale notranja kamera, ko je pokrita s piksli, je 4 megapikslov. Kar pomeni, da za kamero, selfie kamero za telefon, I guess, ni več toliko dobra, ne more se glih toliko primerjati z drugimi kamerami. Zdaj, če vam pokažem eno fotko, če vam pokažem tole v praksi, lahko vidite, da je precej zrnasta, ni glih take kvalitete, kakor pač so ponavadi selfie kamera. To je tudi verjetno zato, ker mora biti skrita in pač verjetno bo to Samsung s časoma še popravil. Drugače pa imamo kar precej močne kamere tukaj. Če obrnemo kamero okrog, imamo tule zadaj 1, 2, 3 različne kamere, ki imajo različne funkcije. Ampak glavno je, da so vse 12 megapikslov in imamo zoom, ki gre 10, mater ste zdaj blizu, 10-kratni zoom imamo. Sicer bi bilo boljše, če bi to testirala kje zunaj, ampak dajmo vas slikati.
Mislim, detajli so kar, če pogledamo tale muco, quite the zoom, quite strong. Zdaj, če dam čisto do konca, tole slikam. Zdaj, tudi ni najbolj optimalno zaradi tega, ker slikam noter v luč, ampak kako lahko vidimo, vse nas ne razočara. Če naredimo normalno fotko, zdaj ne judžati moje kuhne zadaj, ker ni glih najbolj pospravljena, pa slikam definitivno v svetlobo, kar ni glih najbolj pametno. Tudi da damo sklikati tale A1 tukaj. Detajli. Seveda bi bilo bolj, če bi jaz to slikala kje na terenu, pa bi lahko šli še bolj v detajle, ampak nažalost nimam dosti časa. Imamo pa tudi ultra wide, ki pa zmečken razširi kot, se pravi, lahko slikamo večji, kako se temu reče? Več. Lahko slikamo več. Ja. Vemo, kaj mislim. V glavnem, če imam normalno, izgleda tak, če dam pa na ultra wide, je pa malo bolj široko. To je beseda, ko iščem. Imamo pa še eno kamero za testirati, se pravi, ker pač notranja kamera ni glih najboljša, kot smo lahko videli, ampak lahko pa tole zapremo. In imamo še tukaj eno kamero, tole je pa navadna selfie kamera. Tale pa še vedno zgleda kot tale pikica kot na normalnih Samsung telefonih. Tega se niso znebili zaradi tega, ker tale kamera je pa majčkeno bolj sposobna, je pa 10 megapikslov in če se zdaj slikam s tole, bomo primerjali z naprej in lahko vidimo, da je kar precejšnja razlika. Kje pa je zdaj ona? To je ona prejšnja, to pa je z zunanjo kamero. Definitivno je razlika. So veliko boljši detajli. Kaj še imamo na tem telefonu? Še kaj posebnega? Ostale specifikacije ne bom šla preveč v detajle, edino kar je, ima USB-C vhod, kar je pohvalno, ker nekatere firme še vedno niso naredile tega prehoda na USB-C, ne? Zraven v škatli tudi dobiš en USB-C kabel, je pa res, da v škatli ne dobiš zraven brika za polnjenje. Ko Apple zdaj to dela, zdaj dela tudi Samsung, ne dobiš več tiste dejanske, kako se temu reče, charging brick, da daš noter v zid in filaš telefon. Enostavno zato, ker je bolj ekološko, ker je manj plastike, pa zaradi tega, ker imamo že vsi teh brikov po moje milijon doma in pač nobeno nič ne fali. Jaz imam drugače wireless charging na vseh mojih telefonih in tudi tale telefon podpira wireless charging. V bistvu podpira fast wireless charging in podpira tudi fast reversed wireless charging, se pravi, da ti, ne vem, prisloniš en drug telefon gor, se pol še ta drug telefon fila, kar se mi zdi tudi kar precej uporabno, kadar nekam greš s frendi, ne vem, in ima nekdo prazno baterijo in mu posodiš svojo. Drugače, baterija je velika 4400 mAh in predvidevam, da bo kar veliko zdržala. Edino, kar je, tale telefon ima kar precej velik ekran, da verjetno tole baterijo precej sprazni, precej verjetno jo kar dobro uporabi, ampak 4400 mAh mislim, da je dosti, da tole podpira. Kot večina Samsung telefonov ima tudi tale fingerprint scanner tule na strani, pravi tule gor dam prst in se bo telefon odklenil. To je precej uporabno. Zdaj si pa pogledamo telefon še mečken od zunaj, kako zgleda. Jaz ga mečken obrisala, predno vam to od blizu pokažem, da bo mečken lepši. Jaz ga imam v barvi Phantom Silver, imamo pa še opcijo Phantom Black in Phantom Green, ampak meni je iskreno tale Phantom Silver po moje favorite, res lep reflective. Kamere so mečken izbočene, ampak ne preveč. Všeč mi tale sleek dizajn tule okrog kamere, ker ni preveč tak bulky. In tudi celoten telefon nasploh, sicer je kar precej težek, moram priznati, da je kar težek, ampak glede na to, da je zložljiv in da pač ima ogromno enih funkcij, je še vseeno kar precej lahek. Ko ga imamo tukaj v roki, je tak sturdy, nimaš glih feelinga, da se ti bo kar razbil. Obstajajo tudi ovitki za tale telefon, zaradi tega, ker marsikdo pol vpraša, a ima ta telefon ovitke? Ja, tudi ta telefon ima ovitke in imaš tudi tako vitek, kjer lahko zraven daš tudi S Pen, zaradi tega, ker ta telefon podpira tudi S Pen funkcijo, se pravi, ko ga imaš tekle odprtega, z S Penom gor rišeš, pišeš, kakorkoli. Kar precej uporabno, če ste artist, tako jaz. Ampak, nažalost, S Pena tokrat nisem dobila v test. Tudi tale hinge kar lepo zgleda. Tule spodaj imamo en zvočnik in na drugi strani imamo drug zvočnik. Dajmo na hitro testirati mečken zvok. Easy come, easy go, will you let me go? To je bil torej zvok, meni se zdi kar super za telefon. Drugače pa to vse za tale telefon. Meni se zdi ful super in sem definitivno navdušena nad temi mečkem bolj čudnimi telefoni, ko imajo neke posebnosti. V naslednjem videu bomo testirali še tegale, ki je Samsung Flip Phone.
se na majčken drugačen način odpre, ampak ima isto foldable display. Anyways, to pa je za tale telefon vse. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil tale video všeč, mu dajte en like, dol spodaj se subscribite na Džunglin kanal, komentirajte, koliko od 1 do 10 vam je tale telefon bil všeč in pejte preveriti telefon na A1 ga prodajajo, it's amazing. Pejte me followati na Instagram in vidimo se v naslednjem videu. Teda lepo se imejte in veliko se smejte in čau!